Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija ima še zmeraj Tavbija za predsednika vlade, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Rogla se vrača. Primož Roglič je že četrtič osvojil špansko Vuelto. Skupaj s Pogačarjem pa sta letos dobila vse tri prestižne tritedenske dirke, kar je v zgodovini uspelo zgolj 4 državam. Slovenija je torej polnopravna in čistokrvna kolesarska velesila. Šport, v katerem denimo ni Goloba, Jankovića ali pa Čeferina. Sedaj pa se lotimo prve oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Robertina ali Argentina, v kaj se spreminja Slovenija. Postaja naša država resničnostni šov vladajočega para ali zgolj južnoameriška banana republika? Odgovor na to vprašanje nam bosta dala naša stalna komentatorja, dr. Boštjan Marko Turk in Marko Pavlišič. Boštjan, Marko, dobrodošla v Faktorju. Lep pozdrav, dobro večer. Boštjan, nastaja vtis, da predsednik vlade Robert Golob ni bil čisto iskren z nami, ko je rekel, da on meče ljudi čez ramo. Ker zdaj vidimo, da ti ljudje se potem vrnejo. On jih vrže čez ramo, pa pridejo nazaj. Ta kandidatka za evropsko komisarko, Marta Kos, je že tak primer. Bila je vržena čez ramo, zdaj se vrača. Kako ti to komentiraš? Ja, mislim, to komentiram, da je to neke vrste, bi rekel, tragikomedija. To bi bila komedija, če ne bi bila tragedija, v tem smislu, da to nas vse zadeva in da predvsem pri tej potezi, to potezo je treba pogledati v nekem širšem okviru. In sicer ta širši okvir je pa to vprašanje nacionalne suverenosti. Ali je Evropska unija federacija ali je v bistvu zveza suverenih držav, ki so prenesle nekatera, bi rekel, opolnomočenja na zvezo. Recimo, in ena prva misel, ki mi tukaj šine, na osnovi katerega člena, katere pogodbe Evropske unije pa von der Leyenova lahko zahteva spolne kvote oziroma pač izenačenost. Tega člena jaz ne da bi vedel, da obstaja. Zadnja pogodba, ki je bila sprejeta 2007, ker potem ni bilo več soglasja za vse te, bi rekel, norosti, kot je zeleni prehod, ki je uničil, bi rekel, Volkswagena in tako naprej, pa agresija okrog LGBT in to, ni bilo nobenega soglasja več z Višegrada in smo ostali tam. In jaz mislim, da je to tako kot vse, kar počne sedanja in nekdanja, bi rekel, predsednica Evropske komisije, arbitrarno in samovoljno. In ne vem, če je nesrečni vesel, to pogruntov. Predvsem je pa tukaj zdaj naslednje. Tomaž Vesel je bil izbran, napovedan, izbran na pikniku Svoboda, potrjen je soglasno na vladi in potem tudi potrjen na ustreznem odboru državnega zbora, se pravi odboru za evropske zadeve. In zdaj naslednji korak bi moral biti, ko sta bila ta dva koraka zaključena, bi moral biti naslednji korak pa zaslišanje v Evropskem parlamentu in glasovanje o njem. Ti enostavno ne moreš na tej stopni, ko je nek kandidat že bil potrjen na dveh ključnih telesih v državi, tretjega ni, to vse skupaj, bi rekel, anulirati in likvidirati in skozi stranska vrata pripeljati nekoga, ki si ga 2 dni nazaj, recimo tako v tem metaforičnem smislu, vrgel čez ramo, se pravi Marto Kos. Se to preprosto ne gre. In zdaj ključno vprašanje je, slovenska javnost mora, in to nemudoma, videti pismo Ursule von der Leyen, v katerem naj bi zavrnila Veselovo kandidaturo, kajti če je to res storila, tako v tem pismu se govori, potem je seveda potrebno videti, kakšni so razlogi. Razlogi bi morali biti izredno močni, zoper Vesela, ampak zdaj jaz na prvi pogled jih ne vidim, ampak to je pa pač dolžnost Goloba, da to pismo od Ursule von der Leyen posreduje javnosti in da ga posreduje tako rekoč nemudoma. To so zdaj pač določeni aspekti, o katerih se v medijih ne govori, in zdaj pritiskajo na vsak način, ker jih je opozicijska stranka SDS dobila dobesedno spuščenimi hlačami, zdaj pritiskajo na vsak način, da bi čim prej radi spravili to skozi, da bi ljudje pozabili in se nehali ukvarjati s tem, da so tle v bistvu grobo kršili ne samo, bi rekel, proceduro imenovanja evropskega komisarja, ampak tudi, bi rekel, status nacionalne suverenosti. Tega nobena država ni naredila.
Marko, kako veliko srečo imamo, da je Vesel odstopil od kandidature, da smo zdaj dobili odlično, najboljšo, še boljšo kandidatko Marto Kos? Zdaj jaz ne vem točno, ali je on odstopil, ali je bil odstopljen in kdo vse mu je pri tem pomagal pri tej odločitvi. Ne. Mislim, da gospod Vesel ni bil, rekel, nek briljanten kandidat. Ne. Zdaj po besedah predsednika vlade je bil najboljši kandidat, po besedah predsednika vlade je tudi nova kandidatka, najboljša kandidatka in jaz verjamem, da če bo treba najti tretjega pa četrtega, bojo vsi najboljši kandidati. Ne. Ja. V tej zgodbi predvsem moramo ugotoviti še enkrat to, kar smo že večkrat ugotovili in vemo že nekaj časa, koliko velja beseda gospoda Goloba. Ne. Spomnimo se, na začetku njegova obljuba je bila o povišanju plač sodnikov, ne, potem je obljubal razne reforme, podpiral je zdravstvenega ministra do točke, ko ga je nehal podpirati, tako je podpiral gospoda Vesela, dokler ga pač ni nehal podpirati in tako dalje. In lahko ugotovimo tukaj eno žalostno dejstvo, da beseda predsednika vlade trenutno ne pomeni v bistvu nič. Ne. Tako da jaz ne predstavljam, kako bo ta koalicija naprej delovala, kako bo celo njegova stranka delovala naprej, ne. Ker čisto realno je, da na vsako zadevo, ko nekdo reče, predsednik vlade je rekel, da je potrebno to pa to, ne, mu rečeš nazaj, veš, kva je že vse on rekel. Ne. Tako da naš glavni problem, bi rekel, tiči na te točki neverodostojnega predsednika vlade. In ta zadeva gre težko dobro naprej. Ne. Zdaj, glede suverenosti Slovenije napram Evropski komisiji ali pa Evropski uniji, jaz tu ne bi bil toliko kritičen do tega. Jaz mislim, da ima predsednica komisije vseeno neko diskrecijsko pravico si izbrati dobro ekipo in da če oceni, da država ni predlagala nekega dobrega kandidata ali pa ne nazadnje, če si je odločila, da bo imela neko uravnoteženo spolno sestavo, ne, da je to do neke mere njena pravica in da lahko to nekako izvaja. Ne. Tako da tukaj ne bi tega zelo problematiziral, je pa vsekakor tudi ta vidik tukaj, da nam nekdo od zunanji določa, kdo ja, pa kdo ne. Zdaj, ni prvič, ne, Boštjan, Marko, da imamo težave s kandidati za komisarja. Spomnimo se, Alenka Bratušek je predlagala samo sebe, na koncu ni dobila podpore poslancev na zaslišanju, a je von der Leyenova mogoče celo naredila uslugo Veselu, ker mogoče tudi on ne bi dobil te podpore na zaslišanju. Zakaj po vašem mnenju imamo toliko težav v Sloveniji z predlaganjem ustreznih kandidatov za evropske komisarje? Zato, ker jih vedno predlaga Levica, ne, ta pa ima popolnoma izčrpan kadrovski bazen, ker drugače ne more biti, ker je zgrajena po principu negativne selekcije. Torej, naši Alenčici se godi velika krivica, ne, ker se še ni našel recimo en nadarjen pesnik ali pa nadarjen pisatelj. Recimo Artur Štern je zelo nadarjen, on zdaj dela te, bi rekel, riba, reže, raci, rep, te zadeve, ki se berejo z enega konca enako kot z drugega in jih je narezal že 10.000. Recimo, da bi naredil eno biografijo naše Alenčice in njenih remek del in velikih uspehov, od We Just Need Time do tiste sjajne predstave v Evropskem parlamentu 10 let nazaj, ki se je zgodila preko njene samo kandidature, večina ljudi se samo uvaja, ampak se pa tudi samo kandidirajo. Ne? Ona je taka, ne? Potem tista sjajna črt gorenjske proge, ki bi kar šla čez rodno vas domače v Orehek, zdaj še zmeri cirkus okrog te proge, skratka, kjer se pojavi na potem tisti drugi tir, ki nima umestitve v prostor, to smo vse razpravljali, se bi mogoče se že na Faktorju našli ogromno materijala. Skratka, to tako briljantno bitje, kot je naša Alenčica, si sigurno zasluži neko resno biografijo od nekega resnega, talentiranega človeka, ki ve, kaj je to upovedovanje in jezika. Ne. Tako da, tisti je bil res briljanten dogodek. Jaz sem bil ves čas prepričan, da je angleščina ni šla, a potem sem zvedel, da je tisto, bi rekel, slamo, ki jo je mlatila kar v materinščini, ne. Je bilo pač to simultano prevajano, tako da gledajte, kadrovski bazen Levice je pač popolnoma izčrpan, ker drugače ne more biti, ker Levica deluje na totalitarnem principu in vse, kar je pametno in vse, kar zna delati in kar je pač koristno, eden od takih je danes moj sogovornik v tej oddaji, pač vrže stran, in potem prosperirajo samo bedaki, to je pa ta vtis, se pa Vesel ni iz tega nabora, Vesel se je kar našel, nekje ga je nekdo našel,
a ga je našel odlazek, a ga je našel, ne vem, nekje so ga našli, ne. Pa so ga našli, pa so ga poučkali, pa pocujčkali, pa so ga pa čez ramo vrgli, pa ni bilo ne prvič, ne zadnjič, pa so poučkali, pa pocujčkali Klemna Grošla, pa poučkali, pa pocujčkali primarija Merlota, pa poučkali, pa pocujčkali ne vem koliko ministrov, pa unga, ki je rešil slovensko zdravstvo, so tudi pa Bešiča, Loredana in tako naprej in ga vrgli pol, bi rekel, med piranhe, ne, oziroma v večno pozabo. Ne. Saj to je princip dela te vlade. Ne. Edino, kar je učinkovita, je pa pač v uničevanju in v destrukciji. Recimo to, kar so se spravili, kot so se leta 45 v isti maniri spravili na vse privatnike, so se zdaj spravili na normirance, pa na gospodarstvo, pa to pa znajo. Ne. Saj kako pa ne bo drugače, ta Boštjančič ima edine reference, ki jih ima, so podjetja, ki jih je potopil. Ja. Kako ne bo pa drugače? Ne? Se pa čudno pa, da njega niso predlagali za komisarja. Aha, ker ima XY kromosom. Ja. Pa to tudi danes ni problem, saj to je danes v modi spreminjanje spola, pa zakaj ne bi on rekel, da je pač da se počuti kot ženska, si dal staviti poten list, ga poslal Ursuli von der Leyen, I feel today like a woman. Yesterday I felt like a man, today I'm a woman. In tako, in je to rešen problem. Mogoče ga še bojo predlagali. No, mislim, sugestija zastojn, ne. Evo. Zdaj, Marko, je ta šlamastika s komisarjem oziroma kandidatko za komisarja je pač nek eksces izjema ali kaže na neko splošno sliko delovanja te vlade? Dejstvo je, da je Slovenija relativno majhna, oziroma je absolutno tudi majhna v Evropski uniji in to je tudi njena teža. Ne. Hkrati gre s tem tudi relativno manjši kadrovski bazen. Tako da prav veliko zelo odličnih kandidatov dejansko nimamo, ne, ali kandidatk, nekaj jih pa vseeno imamo, ne, ampak tukaj ne moremo spregledati tega, da je gospod Golob odigral tako, kot je odigral. Gospa von der Leyen je že vnaprej povedala, da si želi, da vsaka država predlaga 2 kandidata, moškega in žensko kandidatko. Golob se je odločil drugače. Kar je vsaj nenavadno, je tukaj to, da Slovenija nekako naj bi bila bolj prijazna do žensk kot v povprečju. Recimo, ne nazadnje imamo tudi feministično zunanjo politiko, tudi recimo 8. marec nima zastonj takšnega imena, ne, pa je tudi zelo vpliven v slovenski politiki in tako dalje. In navkljub temu so se odločili predlagati, bomo rekli, white privileged men, ne, in ga potem na koncu še vrgli čez ramo. Ne. Tako da tukaj ne moremo spregledati vseh napak, ki jih je dejansko zakuhal predsednik vlade. Ne. Zdaj v preteklosti, če se spomnimo, gospod Potočnik, mislim, da je bil kar dobra izbira in da je kar dobro opravljal svoje delo. Od takrat dalje je šlo pa malenkost slabše vse skupaj. Ne. V redu, si vzamemo krajši premor, pa potem pogledamo, kam bo šlo naprej, tako da ne nam uid, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj postaja Slovenija, Robertina ali Argentina. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, Boštjan Marko Turk in Marko Polišič. Pogovarjamo pa se o tem, kaj postaja Slovenija, Robertina ali Argentina. Boštjan, Marko, ni slišati veliko vprašanj v javnosti, zakaj recimo je ravno Marta Kos zdaj kandidatka za komisarko, kaj so tiste njene odlike, ne? Zakaj jo je pretekli petek, če mu gre verjeti, predsednik vlade poklical, zakaj jo je izbral in tako naprej. Kaj vi da menite, kaj so odlike Marte Kos, zakaj je ona tista, ki bi naj zdaj postala evropska komisarka iz kvote Slovenije? Pa ja, odlike Marte Kos so mnoge, ne, recimo ona je bila veleposlanica v Nemčiji, pa je mogla predčasno iti, ne, to je recimo prva odlika. Potem odlika Marte Kos je ta, da ima neverjetno občutek za objavljanje v časopisih, recimo tik pred volitvami, mislim, da 2008 je objavila eno tako na celi strani pa plačala, recimo pač kako Janša pa oni, ki so takrat uspešno vodili Slovenija, konec koncev je postala članica evroobmočja in Schengena v času 2004-2008, ne morajo zdaj kaj biti. Sicer ni utemeljila, da ne morajo biti, ampak je rekla, napisala v dnevnik na celi strani, če se jaz to prav spomnim,
spomnim, da pač da gospod Janša gredo gledali nekaj tazga, pa da to ne more biti. Potem je njena odlika naslednja, da zna odlično honorarje računati, recimo za svoje nastope v predavanje. Tega se nekaj spominjam, da je bilo po internetu, ne. Skratka, odlik ni malo, ne, pa tudi zna recimo dobro zameriti, ne, pa potem tudi nazaj odmeriti, tako da, ne, ona je bila tudi ena, ki jo je Golob vrgel čez ramo, ne, ampak zdaj očitno, ker je Zemlja okrogla, je preletela okrog pač orbite nazaj, ne, na to funkcijo, ne. Jaz sicer mislim, da če bi se konkurenca delala med Marto Kos in našo Tino, ne, da bi pa naša Tina prevagala, ker ima pa neskončno več univerzalnih prijemov, ukrepov in tega in razumevanja znamen časov, konc koncev nutrije, konc koncev počitnice, konc koncev škampi, konc koncev vse te stvari. Ne. Ja. Tako da, če bi naš Robert, njen fant, predlagal njo, bi bila naša Ursula von der Leyen, ki je edina, bi rekel, ženska, ne pač edina predsednica ali predsednik Evropske komisije, ki v preiskavi Evropskega tožilstva, ne pač v hudi dilemi. Ne. No, tako, to je moje mnenje recimo o kvalitetah omenjenih. Ne. Marko, še ti kakšno kvaliteto lahko navržeš? Zdaj, v tem nabor možnih kandidatk, in če se omejimo na kandidatke, ne, potem smo že povedali njeno ključno lastnost tukaj, ne, ni prav velik, če upoštevamo še, da ne bi bila nekako, rečemo, bolj liberalni blok, se pravi ne SD, ne, hkrati pa ne bi imela izkušnje z ministrovanjem ali iz diplomacije, ne, potem je nabor v bistvu zelo zreduciran, ne, kaj vse ostane. Ne. In potem je ena ključnih lastnosti to, da vseeno, vsaj v javnosti, ni znana neka njena večja afera. Ne. Tako da to... Ja, kako ne, jaz sem jih ravno kar naštel, mislim. Ja, ne vem, če so mehne afere. Ja, pa ne vem, če javnost kaj veliko ve o tem, ne. Tako da iz tega vidika je kar to je njena ključna lastnost. Zdaj, da bi pa načeloma imamo Slovenci v bistvu visoko cenimo ljudi, ki jih ni v Sloveniji, ne. Recimo na lestvicah priljubljenosti so bili evropski komisarji in komisarke in pa evropski poslanci tipično na zelo visokih mestih, ne, in Marta je bila pač večinoma v tujini, ne, in tudi, čeprav vem, je še vedno v tujini, ne. Tako da, ona je izven Evropske unije, Marko. Ne? Na zadnje, ko smo vedeli o tem, kaj je bilo, da prebiva v Švici, da ima stalno prebivališče v Švici, se pravi, prebiva celo izven Evropske unije. To je gotovo, po moje, prva kandidatka za komisarko EU, ki živi izven EU. Lahko čestitamo Švici, a veš, lahko Švici čestitamo, da je uspela dobiti članstvo v Evropski komisiji. Tako da, to je ena pomembna lastnost, pa očitno ima tudi par lastnosti, ki niso javno znane, in to, da je recimo bila v Nemčiji veleposlanica, pomeni, da je bila tam verjetno kar dobro nakonektana na razne vplivneže in preko teh vzvodov je očitno uspela doseči to, kar si je želela. Ne? Tako da vsaj neke diplomatske in takšne lastnosti definitivno ima. Ne? Zdaj, da bi pa pokazala se na kakem področju vodenja ali pa kaj podobnega, to se pa ne spomnim. Boštjan, to nekako gre v prid tvoje tezi, ne, da je ta kadrovski bazen majhen, če recimo smo morali v Švico po kandidatko. Spomin mi uide na Angeliko Mlinar, ne, ki je bila kandidatka za ministrico, pa tudi tisti hip še ni imela slovenskega državljanstva in je tudi prebivala v tujini. Ne. Ja, pa še ena pomembna zadeva, ne, kaj pa ona dela v Švici, ne, se ona je v Švici privatno. Ona je tam enega fanta ali nekaj tazga, ali kaj ima. Ne vem, kako to gre. Ne? A ja, pa še eno kvaliteto sem pozabil omeniti, ta je pa, mislim, da za slovensko promocijo ni v Sloveniji, ne, ta je pa bistvena, mislim, da je ona sestra od fanta, od glavne urednice, od glavnega medija v Sloveniji. Od soproga od glavne urednice. Od soproga od glavne urednice, glavnega medija. Takole. Ja, sem že povedal. Je ta ni zanemarljiva, ja. Ne, to je izredno pomembna referenca, ne. Mislim, še enkrat pa povem, kakor jaz vem, ona v Švici ne upravlja nobene, bi rekel, državne dolžnosti ali državne stvari državnega pomena, ampak je v Švici, kolikor jaz vem, privatno, ne, ni tam poročena ali živi z nekom ali ne vem, kako je to tako, ne, pač. Ja, zdaj, če gremo naprej, če se strinjate od teh zapletov z komisarskim kandidatom oziroma kandidatko, zdaj v Sloveniji se lahko pohvalimo, poleg tega, da imamo kandidatko za komisarko iz Švice, tudi s tem, da plačujemo najdražjo elektriko v Evropi. Zdaj, Marko, ne, mislim, da so upi, da je Robert Golob res vrhunski menedžer, za koga se je pač prodajal oziroma so ga prodajali
na volitvah so že mimo, ampak vendarle, saj na energetiko smo mislili, da se spozna. Čemu ti pripisuješ te razkorake, vidimo primerjavo, koliko je bila cena pač megavata električne energije v času leta 2022 pred Golobom, koliko je zdaj, in pa primerjava s Portugalsko. Ne. Recimo, zakaj tolikšno povečanje pri nas? A je to zato, ker nam Golob prodaja elektriko pač po ceni, ki jo sam določa od svoje firme, ali so kakšni drugi razlogi? Za mene so te podatki novi, malo se mi zdi tudi kar precej čudno, da bi bila taka velika razlika, ne, glede na to, da gre vseeno za enoten evropski trg, ne. Tako da trg bi v tem primeru moral nekako delovati, tako da to, bo rekel, težko komentiram, ker ne vem, od kje so te podatki, morda je to samo en izsek nekega intervala, ne, ali je to res. Tako da ne, težko komentiram to. Ni pa, bo rekel, lahko pa dodam, da prav velike spremembe Golob s svojim energetskim znanjem v Sloveniji definitivno ni prinesel, ne. Če je bila cena energentov nižja kot drugje, ne, potem bi to prav gotovo občutili in bi se poznalo marsikje, ne, predvsem na gospodarski rasti, pa tudi v naših denarnicah, ampak do tega pač nismo zaznali zaenkrat. Ja. Koliko je še živa, Boštjan, po tvoje, ta fama o Golobu kot vrhunske menedžerju in poznavalcu politike? Zdaj pač polovico mandata je že na oblasti, ga lahko že objektivno ocenjujemo, glede tega, kaj ti praviš? Pa ja, mislim, ne, ta fama je izredno živa pri ljudeh, ki so od njega eksistenčno odvisni. Ne. Sem bil nekoč v nekem studiu z neko izredno kričečo gospo, ki zelo rada pošilja akose pa pakose na faktora, ne, če kdo se kaj obregne, ne, in tista je tam cvilila vrhunski menedžer. Ne, in to tako, da sem jaz mislil, da doživlja kaj takega, kar pač doživljajo ženske, bi rekel tako. Ne, tako je bila zagreta, ko niso na televiziji, ali pa ne vem, tam se mi je zdelo, da bo to kar na televiziji, ker to je pa šlo čez vsako možno mejo, ta zaneseni vrisk, ne, in stok in potem, ne. Tako da ti ljudje, ki so pač od njega življenjsko odvisni, ne, pač seveda ga bojo hvalili in kovali v zvezde, to je razumljivo, ne, ampak stvarnost je pa taka. Jaz sem slišal to, ne vem, torej prosim, ne me držati za besedo, ker to sem slišal, ne vem, ali je to res, ne, ampak da so ti fantje pač prodali to elektriko naprej že Nemcem, podpisali pogodbe po ceni, ne, in zdaj pač ne morejo, ker so pač penali za pogodbe toliko visoki, ne morejo narediti nič in zdaj moramo mi uvažati pač zelo drago elektriko in de facto in de jure imamo najdražjo elektriko v Evropi, kar je pač v nebo kričeč paradoks, ne, zato ker imamo človeka, ki je prišel iz elektrogospodarstva. Zdaj pa kaj je pa on tam bil in kakšna je pa dejanski domet Roberta Goloba, pa pove tudi to, ne, da ga je Drnovšek pustil do mesta državnega sekretarja, ampak enega od štirih. Se pravi, Drnovšek ga ni cenil, to je pač dejstvo. Ne, če bi ga Drnovšek cenil, recimo, da je bil Drnovšek neka norma za nekaj, ne, potem bi on gotovo napredoval nekam, ne, državni sekretar, če bi me zdaj rekli, Turka bi bil ti državni sekretar na recimo, ne vem, kam bi me dali, na šolstvo ali pa na kulturo, bi rekel, pa kaj ste vi na glavo padli ali kaj? Pa ste na glavo padli ali kaj? Ja, veš, se ne boš edini, boš med štirimi. Pa si rekel, pa kaj, a je to 1. aprila, kaj, ali ste kaj konzumirali tazga ali kaj? Skratka, in tako bi odgovorili, ne vem, serija ljudi, sem prepričan, mi trije, ki smo tukaj, dva, pač, trije, ki se pogovarjamo, ostala dva, ki nisem omenil, pa sta tukaj, bi rekla, isto ste vi na glavo padli. V glavnem, hočem reči, ne, Golob je pač, ne, mislim, to je pač njegova osebna izkaznica, kam je prilezel. Drugo, recimo, pač ne morem govoriti, ne, ampak en od njegovih šefov, Igor Bavčar, mi je isto rekel, ne, pač podobno, ne, je ocenil te velike sposobnosti tega vrhunskega menedžerja, ne. Ampak človek v določeni točki, ne, to, kar jaz Golobu zamerim, ne, on se je pač odločil igrati Instagram, pa PR, pa si je privlekel to Tino in tako, v redu, ne, ampak ne delaj škode državi, se to si lahko ti srečen pa zadovoljen, pa si skozi na počitnicah, ampak ne delaj škode državi, ta pa dela škodo državi, ker pusti, da se Levica, ki po moje, koliko sem to analizo že tokrat povedal, ni prišla v parlament, ampak so to nekako se štrikali ob 10-11 zvečera, ker ob 10 še ni bila, pa je bilo v parlamentu, noter je bila
ta stranka Povežimo Slovenijo, ne, ampak ti ljudje od levice oni živijo v nekem abstraktnem svetu, ki je napačen, ne, tako da Bogi Luka Mesec si domišlja, da ima leto 54 tednov, kar ni res, ima jih 52, ne. In potem Maljevac si domišlja, da bo 30 ali 300 tisoč ali koliko stanovanj postavili in tako naprej. Ne. Mislim, in ti ljudje imajo pa zdaj pobudo in ti ljudje delajo ideološke čistke, lotevajo se podjetnikov kot leta 45, najedajo temelje, bi rekel, ekonomske suverenosti republike. Mislim, to je pa nekaj, kar mu pa jaz zameram, mislim, na smrt. In za mene je v primerjavi z Golobom Šarec cesar. To vam povem. Ja. Zdaj, Marko, omenil si že tudi ti, ne, številne napovedane reforme, od katerih ni bilo nič, oziroma vidimo samo poslabšanje stanja. Če pogledamo zdravstvo, če dalje bolj tudi šolstvo, veliko se je govorilo tudi o davčni reformi, no zdaj je minister za finance prinesel nek predlog, ampak je bolj piškal. Mislim, da so ocenjene posledice te tako imenovane davčne reforme okrog 12 milijonov evrov, kar pri 17 milijardem proračunu je manj kot 1 promil. Ne. Zdaj, kaj ti praviš? Se da na ta način po eni strani voditi državo in po drugi strani prepričevati javnost ali pa volilno telo, da je vse v redu in da nam gre odlično? Mislim, zanimivost te finančne reforme je tudi to, da v bistvu vleče iz predale 10 in več let stare predloge, ne, kot je recimo davek o sladkih pijačah, kjer vem, da je bil na mizi že leta 2012, ne, se pravi, to je zdaj 12 let nazaj in po 12 letih nazaj so ga nekako privlekli iz predala, pa ne, sej vmes se je bilo to obravnavano in je bilo že večkrat, bom rekel, umaknjeno nazaj v predal z nekimi razlogi, ampak očitno tukaj vseeno od Slovenije, verjetno Evropska unija pričakuje, da nekaj naredi na finančnem področju in potem so pač pogledali, kaj je že pripravljenega in to nekako ven dali, potegnili še par predlogov, o katerih se tudi govori že dalj časa, recimo z SP, in potem to nekako razglasili za reformo, ker enostavno jaz nimam tudi druge razlage, ampak enostavno se tem ljudem ali ne da delati, ali pa nočejo delati, ali pa imajo kaj drugega za delati, razen tega, kar naj bi delali. Ne? In sej država bo še nekaj časa funkcionirala, spomnimo se recimo, mislim, da je bilo v Belgiji, so bili brez vlade več kot 1 leto, 500 dni, če se prav spomnim, ali pa še malo več. Ne? Sej te zadeve funkcionirajo, problem pa je, ker se počasi vseeno zadeve razkrajajo. Ne? In dlje časa, ko pustiš stvari nespremenjene in ne odreagiraš na potrebne spremembe, hujše stanje imaš. Ne nazadnje se nekaj podobnega sedaj dogaja, zgleda za romsko problematiko. Jaz ne poznam tukaj detajlov in sem začuden na tem, da je zdaj to postala kar glavna tema v Sloveniji. Razumljivo, recimo včerajšnji dogodek, pač, kjer je šlo do streljanja, to še nekako razumem, tisto, kar je bilo pa predtem, pa ne, tako da očitno ima nekdo nek interes ali ne vem kaj, ampak sej z Romi, jaz izhajam iz Črnomlja, ne, tam so okoli 3 ciganska naselja, ne, tako da sem imel v bistvu stika in vedno je bilo nekaj, ni pa nikoli kaj pride eskaliralo. Saj jaz nisem imel tega občutka in tudi zdaj nisem imel občutka, da je eskaliralo, ampak kar naenkrat se je začelo o tem ogromno govoriti in to je verjetno še eden izmed problemov, ki se nekako dolgo časa puščal v ozadju, se ga ni naslavljalo, kot se danes temu lepo reče, ne? Se ga je pustilo, da se je reševal sam in rešil se je tako, da na koncu pač pridemo v stanje, ki ga pač je zelo težko rešiti. Ne? In tako mislim, da ta vlada deluje na večini področji in tako, da nas kaj podobnega čaka še marsikje. Ja, Boštjan, če zdaj nadaljujemo s to romsko problematiko, ki jo je načel Marko, ne, res nastaja vtis, da je ta na nek način eksplodirala zdaj to poletje. Edino, kar še mogoče manjka, je angažma, ne, spremljevalke predsednika vlade, ne, v narekovajih prve dame, zavzela se je za nutrije, za medvede, za romske otroke se še ni. To še čakamo? Ne, to je Marko izredno dobro odprl to temo, ne, ker to je, mislim, da je ena ključnih tem danes, ne, ki se povezuje v tole. Ne. Torej, mi smo bili zadnjih 25 let, 20 let, ne, ko je Evropa popuščala, ne, in ko smo prišli v stanje, v katerem nas lahko vodi nekdo, se pravi Ursula von der Leyen, ki je plagiral 43,5% svoje doktorske dizertacije, ne, in je hkrati v postopku Evropskega tožilstva. Ne. To je zdaj pač skrajni domet tega, ki smo pač uničili vse avtoritete in to. In to se je začelo s tem, ker so podzavedno v nas stalno. Romi so privilegirani.
Se pravi, priseljenci z juga so privilegirani. Vsi so privilegirani na račun nas. Isti diskurs je tekel v Evropski uniji. Morate migrante občudovati in ljubiti in biti do njih dobri. Oni so privilegirani. In tako naprej. In potem se to seveda, te skupine, ki so tako naslavljane, kot bi rekel Robert Golob, se potem počutijo, da so zunaj zakona, da so zunaj družbe, da so nad družbo, da so nekaj posebnega in da so staroselci, kot se reče, to smo mi, nekaj manj vrednega. In potem se tako tudi obnašajo. Romi se konsekventno obnašajo v spoznanju, da če bo karkoli, kdorkoli naredil, bo itak sodišče poskrbelo, da bo dobil pokojno kazen. Pa se je v Franciji, recimo, vidim, je isto. Ne? Oni so vožnjo pod vplivom alkohola iz otežujoče, bi rekel, okoljnosti spremenili pri vožnji pod vplivom drog v olajšujočo okoljnost. Ne? In recimo vidimo, če migrant posili za kolje. Saj migrant je nadlegoval na avtobusu tisto punčko proti Brezovici. In kaj se je zgodilo? Nič. Ne, policija poklekne. Kaj se zgodi, če Rom strelja? Danes je na portalu 24 ur je posnetek, kako se Romi streljajo. Jaz tega posnetka v Sloveniji samostojni, 33 let je samostojna, še nisem videl, da bi se kdo streljal. Posnetek, da se streljajo. Zakaj se streljajo? Zato, ker vedo, da policije ne bo in še manj bo policije. Dalo 8 policistov odpoved. Če bi bil jaz policistom, bi rekel, zakaj pa bi jaz življenje tvegal, da bom nekoga privedel pred sodnika, ki ga bo potem oprostil, pa mu rekel, ja pa ti revaš, ja pa ti ali pa bo rekel varuh človekovih pravic, ali kaj že imamo te speče, bi rekel, institucije, ki sploh ne delujejo, ja ne, to morate pa vi drugače, pa una predsednica, ali kaj že to Pirc Musara, ne, ja ne, to je pa treba z drugim vatlom, ne, če pa Rom nekoga ubija ali pa poškoduje, to pa ni isto, kot če ga staroselec. Staroselec ti pacek ti, če boš kaj takega naredil, Rom pa moramo razumeti, pa migrant pa moramo razumeti. Migrant se spomnim je ugrabil enega avto, ukradel enega človeka, pa ne samo avto, ugrabil človeka, starejšega, zvezal ga dal prtlažnik, on je predstavil smrtni strah, ker je mislil, da bo umrl in ga potem nekam odvrgel. In kaj se je zgodilo? Nič. Zdaj, kaj se dogaja v Ljubljani, je Matej Lahovnik danes ugotovil, Ljubljana sploh ni več varna. Ti ne moreš več, bi rekel, že zvečer, že popoldne so ropi, ker so nam spravili toliko migrantov. Halo, dajte jih nazaj, kdo vas je poblastil, da spravljate migrante, pa tako, ne? In to je vse narobe, ampak to je v paradigmi, v vzorcu ravnanja tistih, ki so se dogrebili do oblasti in nam zdaj solijo pamet že 20 let v Evropi in tukaj. In je to logična posledica in še huje bo, kaj ne rečem, ne obupati, še huje bo. Ja. Marko, a so na delu tu dvojni standardi po tvoje? Ti si rekel, da se čudiš, da je ta romska problematika zdaj tako na naslovnicah ali pa glavna tema, da nisi imel občutka, da so zadeve toliko eskalirale. Kaj pa glede dvojnih standardov praviš? Definitivno dvojnih standardov ne sme biti. Ne? Zdaj, ja, so ali niso, jaz to, bom rekel, težko sodim, nisem toliko blizu temu. Mislim pa, da je tako. Definitivno je potrebno spostaviti enake standarde za vse prebivalce Slovenije in pravila morajo veljati enaka za vse. In to predvsem velja tako iz tega, recimo, varnostnega vidika, se pravi, če nekdo ogroža življenje ali premoženje drugega, je treba to pač enako obravnavati vedno in tudi za socialno pomoč. Ne. Zdaj konkretno pri romski, bo rekel, populaciji imamo občutek, da je socialna pomoč nekako njim omogoča lagodnejše življenje. Ne nazadnje, znani imajo verjetno kar več otrok kot sicer druga populacija in iz otroških dodatkov in vsega skupaj se v bistvu in splača med otroke. Tako da mislim, da bi na tem področju socialne politike morali spremeniti pravila, ne samo za njih, ampak lahko tudi zaradi njih. Ne? In to velja potem za vse. Predvsem bi veljalo tukaj razmisliti v smislu, da socialna pomoč ni v denarni obliki, ampak v vsaki drugi obliki, ki je potrebna, da lahko dejansko romski in tudi vsi ostali otroci seveda hodijo v šolo ustrezno, bo rekel, oblečeni, obuti, opremljeni, čisti, ampak to se ni nujno, da se doseže na ta način, da se pač njihovim staršem da denar, ki ga lahko potem porabijo za marsikaj drugega, ne? Ampak so tudi druge oblike socialne pomoči, ki bile v tem primeru bolj, bo rekel, na mestu. Vsekakor pa
jih je potrebno obravnavati enakovredno in rekel, enakopravno kot vse ostale državljane, nič boljše in nič slabše. Ne. Zdaj, koliko to dejansko v praksi se dogaja, koliko ne, to pa res težko sodim. Ja. Boštjan, zdaj, kaj pa generalno stanje v slovenski družbi? Recimo, če mogoče iz sebe izhajaš, ti si visokošolski učitelj, znanstvenik, publicist, bi rekel, da smo zdaj v teh 30 plus letih samostojnosti smo na tem področju kot družba, pač kohezivnost in tako naprej, raven kulture, zavedanja in to, da smo napredovali ali nazadovali? Ne, nazadovali. Ob tem, da moram, da se ne bi šlo v pozabo, ne, tole, kar je Marko rekel, je res odlično. Ne. Torej, zakaj pa ne bi v slovenskem narodu, ki ga tako tepe demografija, zakaj pa ne bi teh standardov, bi rekel, socialne pomoči za otroke aplicirali na vse državljanke oziroma državljane? A ne? Zakaj pa ne bi tega naredila? Ne? Mislim, to je ena zadeva, druga zadeva pa seveda, ki bode v oči, je pa ta, da ne more biti dvojnih standardov zato, ker imamo Ustavo Republike Slovenije, ki jasno govori, da smo pred zakonom vsi enaki. In imamo tudi člen Ustave, ki jasno govori o tako imenovanem enakem varstvu pravic. To so tako imenovani preambularni členi. In najhuje je to, da preambularne člene, se pravi uvodni členi, ali pa bistveni členi, preambularno kršijo tisti, ki bi morali biti najbolj poklicani za njihovo zaščito, to pa so institucije Republike Slovenije, nekaj sem jih omenil, se pravi žena od Aleša Musarja, ki je predsednica, ker so gospod Kučan tako hoteli, potem je to varuh človekovih pravic, absolutno, ne? Potem je to policija, potem so to sodišča. Ne? Sodišča, ki sodijo za isto kaznivo dejanje, prisodijo nekomu, ki je tako imenovano marginaliziran, ne, to je spet zloraba besede, ker ti ljudje niso migrant, Rom ni marginaliziran, on je privilegiran. Marginalizirani smo mi, marginalizirani so slovenski upokojenci, marginalizirani so ljudje, ki živijo od svojega dela, marginalizirani so zdajle, se pravi, normiranci, a ne. Zakaj recimo ta ukrep? To je najbolj nor ukrep. To je bilo 20 let, je bilo to v redu, je to delovalo. Zdaj so normirance posekali in kaj se bo zgodilo? Prvi rezultat tega, odvod tega bo siva ekonomija. Drugače ne more biti. Ne? Hočem reči, to so marginaliziranci. Čeprav boste brali v vseh medijih, v vseh govorih, vseh teh velekorifej, ki nam danes zasedajo najvišja mesta v republiki, boste slišali, da so marginalizirane osebe, migranti, Romi in ti, ki naredijo največ kriminala, ne samo pri nas. Ne, migranti so pač, kar se tiče posilstva in tega, so uradni podatki za Nemčijo. Se v Nemčiji ista logika, to je ta bolezen Evrope. Zdaj, če bo Evropa preživela, na tak način ne bo. Ne? Zato pa smo tukaj, da govorimo. To je to. Ja. Marko, evo, zaključna misel pripada tebi. V katero smer misliš, da bo šlo to? Zdaj ta vladavina bo vladajoči par pač šel malo vase ali bo še naprej na enak način vodil Slovenijo, kot smo bili navajeni do zdaj? Jaz sem bil prejšnji teden navdušen, ko je v neki oddaji, mislim, da je glasnogovornik Gibanja Svobode povedal, da oni delajo in da se trudijo in da, kot bi rekli malo južneje, samo što nije, ne? In vsi problemi bodo rešeni. Ne? Zdaj tisti, bom rekel, z malenkost več zavedanja, ne? Se ob tem sem vprašal, kaj so pa delali zadnje 2 leti pa pol, ne? In zakaj nič od tega še ni videti. Tako da jaz mislim, da do predčasnih volitev, ki bojo verjetno na dan rednih volitev, ne, bomo nekako videli isto, kar smo gledali do sedaj, ne, in lahko samo upamo, da bojo čim manj probali narediti, ne pa čim več. Ne. Tako da to nekako pričakujem tudi. No. Jaz bi še eno misel tule od Markota povzel, ne, in sicer ta slovenski pregovor, ki pravijo, da Marko je rekel, oni delajo, pa govorijo, da delajo, pa delajo. Jaz pa pravim, da slovenski pregovor je, da največja nesreča tega sveta je marljiv bedaka. Ne. Ja, no in evo, s to mislijo se za danes poslavljamo. Boštjan, Marko Turk, Marko Poliščič, najlepša hvala za vajne komentarje v naši oddaji. Hvala vama, ne pa hvala tebi, Aljuš. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj postaja Slovenija, že 1053. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Romi ali mi, je sobivanje sploh še mogoče. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.